Zagotovo ste se kdaj vprašali, kako varen v primeru nesreče je avtomobil, v katerem se vozite. Varnost avtomobilov se preverja s posebnimi laboratorijskimi preizkusi, kjer se med trkom avta in nepomične ovire spremlja obremenitve, ki jih občutijo potniki. Varnost potnika je seveda odvisna od marsičesa. V tem posnetku pa si bomo gledali osnovne fizikalne koncepte, ki so odločilnega pomena, ko govorimo o varnosti potnikov. Ključna fizikalna veličina, ko opazujemo gibajoče se telo, je gibalna količina. Precej logično, kaj ne? Gibalna količina je produkt mase telesa z njegovo hitrostjo. Gibalna količina torej razlikuje med gibanjem telesa z veliko maso, na primer avtomobila, in telesa z manjšo maso, recimo kolesa, čeprav imata tako avtomobil kot kolo enako hitrost. Recimo, da se tako avtomobil kot kolo gibljeta s hitrostjo 30 km/h oziroma 8,3 metra na sekundo. Gibalna količina avtomobila z maso 1500 kg je 12500 kg/m na sekundo, gibalna količina kolesarja na kolesu s skupno maso 75 kg pa je zgolj 625 kg/m na sekundo. Kot smo ugotovili, je gibalna količina lastnost telesa samega. Seveda pa nas zanima, kako se telo giblje pri različnih silah, ki delujejo nanj iz okolice. V tem primeru velja, da je sprememba gibalne količine enaka produkt sile, ki deluje na opazovano telo in časa delovanja sile. Produkt sile s časom delovanja imenujemo tudi sunek sile. Poglejmo si sedaj to enačbo v primeru trka avtomobila. Sprememba gibalne količine je enaka razliki med gibalno količino po trku in gibalno količino pred trkom. Če avtomobil po trku miruje, je hitrost V2 enaka 0 in se leva stran enačbe zelo poenostavi. Na desni strani enačbe ostaja sunek sile, torej produkt sile, ki deluje med trkom na avtomobil in čas trajanja trka. Ob znanem času trajanja trka lahko tako zelo enostavno določimo silo, ki je delovala na avtomobil med trkom. Sledi torej, da je ob vnaprej določeni masi in hitrosti avtomobila čas trka pravzaprav edini faktor, s katerim lahko kot inženirji strojništva vplivamo na silo med trkom in s tem na obremenitve, ki jih občutijo potniki. Če trk traja 1/10 sekunde, deluje na avtomobil sila enaka 124.500 Newtonov. Z ustrezno konstrukcijo deformabilnih elementov karoserije avtomobila ali zaščitnih ograj na vozišču lahko čas trka podaljšamo in s tem zmanjšamo silo med trkom. Na primer, če podaljšamo čas trka iz 1 na 2/10 sekunde, se sila na avtomobil zmanjša na 62.250 Newtonov, kar pa lahko za potnike predstavlja razliko življenjskega pomena. V Sloveniji imamo veliko proizvajalcev komponent za avtomobilsko industrijo in tudi proizvajalcev gospodinjskih izdelkov. Tako komponente kot izdelki morajo prestati različne dinamične obremenitve. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani tako v aplikativne kot znanstvene namene proučujemo različne dinamične obremenitve, katerim so izpostavljeni izdelki. V videoposnetku tukaj vidite, kako smo na primer testirali udarne obremenitve, katerim so lahko izpostavljeni izdelki med transportom. Na podlagi takih eksperimentov in atonomerične simulacije lahko naredimo izdelek, ki statične in dinamične obremenitve bolje prenaša.